3 besede za vas. Prvič, Catherine Mary Knight. Ok, to so že 3 besede. Drugič, enolončenca iz moža. In tretjič, true crime. Wait, Alenka, to pomeni, da je nekdo skuhal enolončenco iz moža. Ja, to pomeni to. Zdaj sem pač vtipkala v Google najbolj insane serijski morilci ever, oziroma morilci ever, in pač sem intenzivno googlala po prvih, ne vem, 20 in sem pač zbrala dobesedno najbolj intenzivne uneke, veste, da te z mano mogli čez to travmo, kaj se je zgodilo, tako da gremo čim prej v video. Juhu. Catherine Mary Knight je bila delavka v klavnici v bistvu in to je bila njena sanjska služba. Je pa ona poleg svojih zločinov znana potem, da je postala prva ženska v Avstraliji, ki je dobila dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Ampak, ko sem njo raziskovala, sem na eni točki rekla, ok, a little bit it does make sense, ker pač njen življenje tudi prej je bil tako posud za zlorabami in pač bilo je grozljivo. In kakor smo se že naučili tekom življenja ali pa prek mojih videov, če jih redno spremljate, je to, da če ima nekdo grozljivo otroštvo, zelo pogosto postane tudi sama ena grozljiva pošast. Preden gremo na otroštvo Catherine Mary Knight, čist na hiter. Ful sem vesela, da sem postala del familije Jim Beam. Ful je dobro, ko folk ugotovi, da si začel športati ali da si celo vid. V glavnem, long story short, imamo kodo Alenka 5 za 5% popust, pa res imajo čisto vse, kar si lahko ne misliš, vse za šport, ful cute, sexy cune, to, kar zdaj gledate vzad. So nice. Pa vse te športne dodatke, proteine, kreatin, BCAA, take mini šote. Jaz sem spila tak mini šot Thunder, kao da te napumpa za gym. Jaz sem mislila, da bom eksplodirala. 120% sem od sebe dala, ampak bila sem pravno v šoku, kaj da hek sem je. V glavnem, pijte to, pa mi povejte, kaj se je zgodilo, če ste isto doživeli kaj jaz. Torej, Catherine Mary Knight je bila rojena 24. oktobra, jesenski baby 1955 leta v Tenterfieldu v Avstraliji, kakor smo že rekli. Se pa že začelo vse tako, da je bila ona plod afere med njeno mamo Barbara Rogan in njenim očetom Kenom Knightom. Barbara Rogan, njena mami, ne samo, da je že bila z drugim moškom in z njemu že imela 4 sinove, v bistvu je tudi spoznala tega novega Kena prek svojega moža. Tako da je bila kar afera in zelo tako razpita stvar takrat v tem mestu. In po tem burnem začetku se njeno življenje, torej od Mary, ni nič umirilo, postajalo vedno hujše, namreč ta oče, ki je takrat bil ta nov partner od mami, je mami redno večkrat na dan posiljeval. Knightova, torej Mary, je pa v bistvu priča o tem, da je tudi njo do samo 11 leta zlorabilo spolno več družinskih članov. Mary Knight je tudi hodila v šolo, ampak znana ni bila potem, da bi bila pridna, obviously, bila je bolj znana potem, da je terorizirala mlajše, manjše otroke, ki se niso mogli postaviti zase, bila je pač totalen bully. In tudi brez da si kadarkoli dejansko naučila brati ali pa pisati, je šolo zapustila. Pri svojih 15 letih je šolo pustila in pustila je tudi delo v tovarni z oblačili. In potem je prišla na eno veliko bolj posebno službo. Šla delati v klavnico, ki jo je imenovala njena sanjska služba, namreč lahko je izrezovala notranje dele, organe, živali. Insane, skratka, ona je bila toliko zaljubljena v ta svoj job, če si to lahko predstavljate. Sprav, da toliko ljubiš, toliko krut job, ki ga večina ljudi noče niti blic prijet niti videti. Tukaj je bila navdušena, da je komplet tak mesarskih nožev obesila gor nad svojo poslo, tako kot okras dekorativa v stanovanju. Pa je tudi za vsak primer, če bi kdaj želela uporabiti. In nažalost, ta zgodba z naslednjemu partnerju je tako komično tragična, ampak upam, da te vi tudi dojeli komikov noter, preden me kdo linča. Na tem delovnem mestu je spoznala bodočega novega partnerja Davida Kelleta. On je bil pa besen alkoholik. On je bil alkoholičar in tako obviously so bili daddy issues, to, ker je najdla basically izga moškega, kot je bil njen oče. Pa ne samo, da je bil alkoholik, ko je prišel domov, je tudi njo zlorabljal in pač saj želel pretepati. Zakaj želel? Zato, ker ga je Mary Knight enega večera, eden oči, ki je prišel dan pijan, malo presenetila in sicer s tem, da je ona razbila njega. Takrat je v bistvu dokazala, da je ona z lastnimi pestmi sposobna narediti veliko več kot malo škode in on je dojel, da v bistvu v tem fuknenemu razmerju bo on submisiven in da bo ona v bistvu imela hlače. Torej, on je bil raging alkoholik, pretepač, ampak ona je bila hujš. Tako, komika v tragediji, morate priznati. In počasi dojel, da ga obvladuje in da je res submisiven. In leta 1974 ga je prepričala, da se poročita. On je bil tako čas precej vinjen in pijanjen in pol ga je v bistvu že mama od Mary, Catherine Knight, opozorila, da je pač ona mečkan opasna in da se ne je pazi. Ampak
do poroke je prišlo, sta se poročila in pazi to, takoj na poročno noč, torej par ur verjetno zatem, sta rekla usoden I do, sta šla v poslo in sta konzumirala to svojo noč, saj veste, kaj se zgodi, treba se je imeti red med rjuhami in pol, sta to storila 3-krat, ker je pač super spoštovanje vredno vsake čas, ampak potem je Mary želela, da to opravita še v 4., ampak on ni mogel in zato, ker ni mogel, se je ona odločila, da je to kaznivo dejanje, ki je treba kaznovati z tem, da ga poskuša zadušiti. Začela ga je davt. Ok, David Kenneth se je takrat budil in se je nekako lahko branil in se je branil in čeprav ga je ona poskušala ubiti že prvo noč po poroki, oziroma prvo poročno noč, je ta zakon trajal še 10 let in najbrž mi je treba razlagati, da ni bil lih v svetlicah. Je pa tudi, sem pozabila reči, mami od Catherine rekla, da ima ona zrahljan vijač, tako je rekla. Poleg tega, da je bil David Kellett alkoholik, je bil tudi nezvest. Varal je in imel je več teh svojih afer in pač bil je res izrezana slika svojega Maryjinga očeta, daddy issue. Ampak basically, ker je naredila Mary verjetno še precej hujš in sicer, ko je enkrat to zvedla, a ja, pa ona, da sta imela že otroka, je svojega lastnega 2-mesečnega dojenčka postavila na tračnice, v smislu, kot da je delala štalo, kot ojoj, kaj se mi zgodilo, ojoj, ne vem kaj. V glavnem, svojega 2-mesečnega otroka je kot v protestu postavila na tračnice, da bi počakal vlak, ampak hvala Bogu, takrat vlaka ni bilo in otrok je preživel posledično. Ko je bil dojenček takrat na tirih, je pa ona več ljudem hkrati grozila in strašila in podila jih okrog s sekiro. Zdaj se verjetno sprašujete, to so ljudje videli, verjetno so jo prijavili, zakaj ni šla v zapor in zakaj ni tam ostala tako forever. Je to zaradi tega, ker ko so ji pripisali poporodno depresijo. Tisti, ki ste to imeli, tisti, ki to poznate, veste, da obstaja, it's a thing, it's real. Očitno so takrat se odločili na podlagi ne vem česa, ker njen karakter najbrž ni bil ok, ali pa psihično, ampak so se odločili, da je ok in posledično je Mary Catherine Knight pristala v psihiatrični bolnišnici za nekaj mesecev. In ne glede na to, da je na eni točki medicinskim sestram povedala, da planira ubiti mehanika, ki je popravil avto Davidu Kellettu, njenemu možu, torej ubiti ga je mislila samo zato, ker je on kriv, da ima on popravljen avto, torej da David lahko zaradi njega, ker mu je popravil avto, da lahko hodi okrog in vara. To je povedala medicinskim sestram, ampak še zmeraj iz zelo neznanega razloga je bila pač po nekaj mesecih spuščena iz psihiatrične bolnišnice. Ampak kljub temu je Kellett potem vztrajal, ko je bila ona odpuščena, da pride nazaj k njemu. In Kellett in Knight sta bila združena. Mary in David. Ampak lahko sem nekaj tako šepnem, da še bolj zanimiv. To še zdaleč ni ta deska na koncu iz njega skuha eno lončnico, pa skoraj ga je že ubila. Leta 1986, po razhodu z Davidom, ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak šla sta narazen, je skočila v burno romanco z Davidom Saundersom. Zdaj sem še ugotovila, da sta oba Davida. On je bil pa lokalni rudar. Takrat je imela Mary že 2 hčerki, torej ti 2-mesečni otrok prej je bila hčerkica in zdaj je imela že drugo hčerkico in ta David Saunders se je sam po nekaj mesecih, torej se je ful hitro potekalo, se je preselil k njej in k njenima 2 hčerkama. Saj veste, tu je ona bajta, ki ima razobešeno zbirko mesarskih nožev nad poslo. Ampak, ko se je David preselil, je bil tok predrzen, da si je upal obdržati svoje staro stanovanje. In kaj se je zgodilo? Obviously je bila Mary nenormalno, absurdno ljubosumna in sumničava, zakaj hudiča bi njen moški želel obdržati prejšnjo stanovanje. Le zakaj? Kaj je lahko njegov razlog? Mogoče varanje, mogoče da ne misli, da tako skupaj, kaj, v glavnem bila ekstremno ljubosumna. Ta del je spet nope, ker je hotela pokazati Davidu Saundersu, koliko je ona lahko psiho in koliko se jo more bati, ker očitno, ko je ona začela zgubljati tisto perfekt romantično ljubezen, je pač šla noter s silo, ker je želela imeti vso kontrolo, obviously. In je svojemu psičku, pasma je Dingo, mu je prerezala vrat pred Davidom, da mu je pokazala, koliko se je more bati. Kljub temu sta ona dva ostala skupaj. Kljub temu, da je psu tam prerezala vrat, samo zato, da je pokazala, koliko je scary, in sta imela hčerko. In zdaj pazi to, je pa Saunders kmalu po rojstvu te hčerke zapustil Mary, zaradi tega želela ubiti s škarjami. Očitno je vedno prišlo do ene točke, ki je ratala toliko posesivno odštekana, da je šla toliko delati z nasiljem, da če se ni dalo več biti dosti scary, da bi nekoga ustrašila in kontrolirala, ga je lahko samo še ubila. Potem je spoznala moškega z imenom
John Chillingworth, ali pa Killingworth, nisem ziher. Skupaj sta ostala 3 leta in imela spet otroka, to je bil pa končno fantek, končno, bogi, ki je bil rojen v to, ampak fantek Erik, njen prvi otrok fantek, prej pa punčke. V tem razmerju nismo slišali za neke intenzivne nasilne incidente, mogoče je bilo dejansko mirno, ampak jo je pa potem on pustil, zaradi tega, ker je izvedel, da ima afero z moškim. John Charles Thomas Price, John Price ga bomo klicali. Torej, Catherine Mary Knight in John Price sta bila navidezno, načeloma, kar mi vemo, srečno, ni bilo nekih hujših zapletov, pa tudi John je že imel 2 starejša otroka in neverjetno jih je Mary sprejela, živela sta z njim in ona je dobila občutek, da sta ji kul in na začetku je vse izgledalo ok. On je bil tudi rodar in zato je baje zaslužil dovolj, da jim je bilo udobno, torej bili so ne premožni, ampak so kar v redu živeli. Leta 1995 pa sta se ona dva, torej Knight in Price, preselila skupaj in stvari ne bi šle še vedno dokaj gladko. Ampak valjda je nekaj uletelo vmes, ki je Mary razjezil, ampak zares razjezil. Ona je predlagala, da bi se poročila in John Price je zavrnil. Kaj se pa tokrat zgodilo, vas zanima? Catherine Mary Knight je dejansko Johnu Priceu podtaknila krajo. Torej šla je v njegov working space, šla je tja, kar dela in ne vem, kaj je naredila, ampak mu je nekaj podtaknila, to, da je spadlo, da je on nekaj ukradel in njega so potem odpustili. In avtomatično jo je on najprej vrgel ven, ker je ona živela pri njemu, ampak sčasoma jo je vzel nazaj. Pa jaz ne vem, kaj mislim, a ste že okrog tleni v okolici govorili o njih, kakšni so, ni noben mu nič prišepnil, mogoče je malo scary, 5 preč, ali pa kje zdaj njena mami, da bi tem vsem moškim povedala, da mogoče ne pazijo, da ne bi jih ubiti. Torej, vzel jo je nazaj, ni pa dovolil, da bi se uselila in se po moje že lahko mislite, kako je bilo, če ona ni dobila neki po njenem. Februarja 2000 je ta njun toksičnost skoraj že dosegla višek, skoraj, zaradi tega, ker je ona pač ni bilo po njenem, nista bila poročena in nista živela skupaj in februarja 2000 ga je ona želela zabost v prsi. Ko je on ugotovil, kaj se dogaja, je proti njej prek policije izstavil prepoved približevanja. Hvala Bogu, saj ukrepal je. To je načeloma verjetno tudi naredil predvsem zaradi svojih lastnih starejših otrok, ne? Je pa potem proti koncu meseca, torej proti koncu februarja, povedal, da ima to prepoved, ampak Mary je Mary oziroma Catherine, tako da ga skrbi, če se mu slučajno kaj zgodi in je dejansko jim povedal in namignil, da če kdaj zgine ali pa da ga ne bo na šiht, ker je vedno hodil redno in to, da je mu ona nekaj naredila. In imel je prav, da se je bal. 29. februarja 2000 je John Price prišel domov iz službe. Vedno je mečkam početal v sosedi, naredil tiste glavne opravke, ki jih je imel in navadno je imel iti spat ob 23. Catherine Mary Knight je tudi prišla k njemu domov, se je stuširala, si naredila večerjo, je gledala televizijo pri njemu in je šla pol gor k njemu spat. Zbudila je Johna Pricea, seksala sta, zdaj to ne vem, ali je bilo prostovoljno z njegove strani ali ne, in potem sta šla nazaj spat, zdaj ne vem, se je to itak vse odvilo v postelji ali ne, ampak ok. Potem je pa Catherine vzela mesarski nož, ki jih je vedno hranila tam v omarici ob postelji, 37krat zabodla Johna Pricea. Glede potem na dokaze, na avtopsijo in vse to, je bilo dokazano, da se je on vmes zbudil med temi zabodi, ampak obviously na uni točki se jih ni mogel več obraniti. Tlej se najhujše šele začne, če si lahko mislite, da je bil John Price že mrtev, ga je Knight zvlekla dol po stopnicah v dnevno sobo. Njegovo telo je dobesedno odrla, tako kot je bila navajena iz mesnice, predvidevam, in njegov telo je potem tudi obesila na kavelj v dnevni sobi, tako kot neko govedo. Temu je odstranila glavo in njegovo telo narezala na koščke. Skuhala jih je s krompirjem, bučkami, peso, zeljem in omako. Dejansko je šla delati konkretno zelenjavno enolončnico, oziroma dejansko je šla kuhat legit enolončnico iz svojega moškega. Nato je lepo vse nalila krožnik, pripravila si je večerjo, ampak potem, ko so videli to, kaj je pustila za sabo, so ugotovili, da je po vsej verjetnosti ni lih uspel prav veliko pojesti
Je pa pripravila še 2 krožnika za njegova starejša otroka in zraven je tudi pustila imeni, torej, you know what I mean pač. Potem je legla zraven tega trupla Price in je pojedla toliko tablet, da se je onesvestila. Ne vem, a se je hotela ubiti, ampak ji je paratelj padel v nezavest. Tole mi je zanimivo, sodelavci od Johna Pricea naslednji dan, ko ga ni bilo v službo, so dejansko zelo hitro ukrepali. So rekli, ok, kar je rekel, dejansko je bil zaskrbljen, dajmo preveriti, kaj je, in posledično so zelo hitro našli truplo in situacijo, ki jih je čakala tam. Knightova je bila še vedno v tej svoji komi, onesveščena, in prišli so pač na kraj tega bizarnega zločina. In od takrat naprej Catherine Mary Knight trdi, da preprosto nima spomina te noči, da se nič ne spomni, da je bila v nekem šoku, I guess. V kuhinji je policija najdla Priceovo glavo, ki je vrela v loncu zelenjavo na štedilniku. Na mizi so našli 2 polna krožnika, vsakega z imenom. Policija je grozi ugotovila, da je Knight nameraval z deli telesa Johna Pricea postreči njegovim otrokom. Kljub temu, da je trdila, da se nič ne spomni, je bila obtožena umora in, kakor vemo, hvala Bogu, tudi do smrti brez opcije pogojnega izpusta. Tistega dne, ko so jo tudi pospremili v zapor, je sodnik rekel, naj na njene listine in dokumente napišejo v narekovajih nikoli ne izpusti, torej res bizaren primer, nikoli ne sme ven. In kakor sem rekla, prvič v zgodovini Avstralije ženska obsojena dosmrtno brez pokojnega izpusta. Vse do danes Knight trdi, da je nedolžna in noče sprejeti te odgovornosti, njeni otroci so itak zunaj, so zgroženi, delujejo tako, mislim, ne morejo biti lih ok po taki bizarni stvari, ne, ampak delujejo tako, ok, veliko delač od svojega drevesa, jabolko je padlo delač, to hočem reči. Catherine Knight se je pritožila, ali se celo redno pritožuje glede na kazen, ampak je zelo hitro zavrnjena, hvala Bogu. Še vedno pa prestaja dosmrtno kazen po pravnem centru za ženske Silverwater. Še enkrat zdaj na koncu za Jim Beam, koda Alenka 5 za 5% popust, pa upam, da boste kaj šopingirali in pa bomo imeli meči seksi gym outfite. Ja, en izmed teh primerov, ki si že na začetku šoku in pa se kar stopnjuje in ko misliš, da si višek prebral in slišal, se potem še malo stopnjuje in pride do enega viška, ki ne moreš verjeti, da se je to dejansko zgodilo in pa je počas konc. Tako da je kakšne druge take primere mi pišite spodaj, jih bom pogledala in če mi kakšen všeč, mogoče posnamem. Alieni moji pridni, boste redi se imeti. Alien mama out! Čau! Bye!